Jaz sem po mojem predstavnik generacije, pa to je sicer ful grozno, da bom zdaj probal povedati za vse, ne, ki je odrasla s tem nekim strahom, da služb ne bo, pa da tega ne bo. Meni so drugače nam že v osnovni šoli, v srednji šoli govorili, ja, to pa ne bo tako, kot je bilo pri nas, veste, čisto bo drugače, pa ni več služb, pa Tako da mogoče ljudje, ki so odrasli v nekem drugem okolju, se jim zdi, da se je ta sprememba zgodila, ne, ampak meni se zdi, da to nam je bilo položeno v zibko. Na splošno, ne, se mi zdi, da ena od stvari, vsaj o kateri sem zadnje čase malo več razmišljal, ne, je to, da nihče recimo nas ne vzgaja ali pa nas ni vzgojil v to, da svet pripada nam. To se mi recimo zdi fascinantno, ko recimo sem se preselil zdaj pred kratkim na drug konec Ljubljane, ne, in tam je Park Kodeljevo in je igrišče, kjer imajo veterani nogometne tekme na tem igrišču, ne, in ga čisto normalno sami menedžajo in se zmenijo in vsi vejo, da je tam plac. Ampak se mi pa zdi, da ostali ali pa mlajši ali pa neke druge skupine ljudi, ki pa živijo tam okoli, pa nimajo takega lastninjenja na tem igriščem praktičnega, ne. In se mi zdi, da če kaj, najbolj pogrešam to, no, da na nek način se je predalo vajeti v roke nekomu drugemu, kdorkoli že to v neki instanci je, ne, medtem ko se sploh ne pogovarjamo o tem, da v bistvu ogromno stvari bi lahko pohendlali sami. Kaj bi si jaz želel, da bi mi lahko ali pa da bi nam lahko enkrat uspelo, je razviti neke nove načine menedžmenta javnih dobrin, no. Mislim, da je ključna stvar to, da se moramo da se moramo sprijazniti s tem, da trenutni ustroj demokratičen je fejlal, no. Ne gre fajn, ljudje smo skrajno nezadovoljni z celim kupom stvari, ki se dogajajo. Tako da jaz bi si enkrat želel konkretno vplivati na to. Po moje je tukaj še to problem, da ne obstaja noben pravi mehanizem, s katerim bi lahko kakorkoli vplivali na to, ne. In da potem se reče, ja, ljudje so nezainteresirani, ne, in mladi kao imajo druge stvari za početi, pa drugje preživljajo čas, ne. Ampak jaz mislim, da ne smemo nikoli pozabiti, da ljudje so politično zelo pismeni, vejo, kaj želijo, jasno jim je, kaj jim ne štima v življenju, pa kaj ne. In da mogoče moramo celo nehati se spraševati, ali si ljudje tega želijo, ne, ampak moramo vprašati, zakaj to, kar smo jim ponudili, ni dovolj dobro. Mislim, da si je smiselno prizadevati za male rešitve. Mislim, da si je smiselno prizadevati za to, da nehamo razmišljati o ljudeh kot ali o politično nepismenih ali politično nezainteresiranih. Mislim, da je zelo, zelo smiselno imeti pogovore o tem, pa to bo zdaj mogoče zvenelo malo preveč rdeče, ampak imeti resne pogovore o kapitalizmu, no, pa imeti resne pogovore o tem, na kak način vpliva članstvo v določenih institucijah na to, kaj se dogaja z nami, pa na kak način recimo tudi pozicija naša v mednarodnih odnosih, pa v mednarodni politiki vpliva na to, kaj se nam dogaja, no. Pa razmisliti predvsem o teh enostavnih problemih.